Zadnji El Clasico sezone ni razočaral. Videli smo 7 golov in veliko slavje Barcelone, ki je zmagala 4-3. Nepopisni občutki in nepopisno veselje na Montjuicu. Vemo, zakaj. V igri je naslov španskega prvaka, ki je zdaj veliko bližje Barceloni kot pred to tekmo. Ja, res je. Zdaj, mislim, da je samo še ne vem, kaj bi se moglo zgoditi, da bi Barcelona spustila to prednost iz rok. Res enkratno in zasluženo. Mislim, da ko 4-krat v sezoni premagaš Reala, jaz mislim, da kaj drugega kot to, da na koncu dvigneš titulo oziroma prvaka, mislim, da ne pride poštev. 4. zmaga v sezoni nad velikimi tekmeci Realom in prav vse so bile zelo pomembne. Ali je šlo za finala teh pokalnih tekmovanj ali pa današnja, ki verjetno odloča v naslovu za prvaka? Ja, vse. Zame je impresivno, da so se vrnili po zaostanku z 2-0, enako proti Interju 2-krat v Ligi prvakov. Za tako mlado ekipo smo dvomili, ali bojo kaj poklapani po taki tekmi, ampak po zaostanku 2-0 spet z enako igro, z enakim tempom. Odlično. Kaj se je zgodilo z Realom po vodstvu z 2-0, Denis? Enostavno premalo kvalitete v obrambi. Predobra Barcelona v fazi napada, pretalentirana, individualno premočni za bočne položaje madridskega Reala in nevzdržno je bilo to vzdržati skozi celotno srečanje, diktiranje tempa, nasilno strani Barcelone, brez usmiljenega in tudi fantastični Mbappé jih ni mogel rešiti danes. Ja, fantastični Mbappé. Poglejmo še njegov zadetek, s katerim je Real vsaj znižal zaostanek za Barcelono na tej tekmi. S tem golom, torej podpisal se je z njim pod hat-trick, je nekako upravičil ta sloves najboljšega strelca moštva, po novem tudi najboljšega strelca celotne lige, Denis. Ampak tukaj se vse začelo pri Luki Modriću. Jaz srčno upam, da to ni bila Lukova zadnja tekma v dresu belega baleta na El Clasicih. Enostavno lahko vidimo, da kljub tem letom dela razliko, najde situacije, ki so neverjetne. In če že ne kot prvokategornik v naslednji sezoni, vsaj kot mentor vsem tem fantom, ki mislim, da krvavo potrebujejo nekega starejšega, odgovornega mentorja, ki jih bo znal spraviti nazaj na pot stare slave. Ja, pa se ti je zdaj v Realu v drugem polčasu dovolj nevaren, si videl dovolj tiste želje, da dosežejo danes vsaj tisto točko, ki bi jih nekako ohranila žive v boju za naslov prvaka? Želja, ja, absolutno. So si ustvarjali neke priložnosti, ampak potem Barcelona enostavno dobiš občutek, da tako dominantna, da ko želi, si bo ustvarila priložnost. In tako je tudi se drugi polčas odvijal. Ko so želeli dati malce bolj po gasu, so si ustvarili priložnost, sodnik, gor, dol, levo, desno in zaslužena zmaga. To je bil tudi edini gol, ki smo ga videli v drugem polčasu in ta gol je Mbappéja dvignil torej na lestvice najboljših strelcev španskega prvenstva nad Roberta Lewandowskega. Francoz je zdaj pri 27 golih, no Poljak jih ima 2 manj, torej 25 in tudi te številke v zaključku prvenstva nekako motivirajo napadalce, čeprav danes se mu to ni obrestovalo za zmago. Ja, nedvomno, on ima tudi svoje individualne cilje, ampak verjetno bi jih kar hitro zamenjal za naslov prvaka. Za uspeh ekipni, seveda. In Dejan, Rafinha bi skoraj povišal vodstvo v 75 minuti, a je zgrešil res izjemno priložnost. Ampak tudi takšne situacije se dogajajo na tako pomembnih tekmah. Ja, neverjetno, koliko priložnosti si je sposobna Barcelona priigrati. Že ta podaja notri v ulico, med dva igralca, pravimo. Potem spet Yamal fantastično. Tukaj pa, ja, je čista priložnost. Ni tako zelo enostavno, kot se vidi mogoče. In ponovno se vse začelo na teh bočnih položajih. Garcia prebit strani Yamala, o Vazquezu pa ne bom več govoril. Ja, no, ampak ta spodrsljaj Rafinhe Barcelone ni stal zmage, kajti tudi Munoz in Mbappé sta zapravila res izjemni priložnosti, ki jo bomo zdaj videli in to jo bo verjetno še dolgo bolelo, Nejc. Ja, vsekakor na koncu v drugem polčasu veliko bolj nevaren Real, kljub temu, da je v prvem zadev 2-krat, ampak tukaj je kar ponovno visela. Barca bi pač kljub tej vrhunski igri oziroma dominaciji lahko na koncu pripeljala nazaj v igro s to visoko igro. Real, ampak na koncu mislim, da vseeno zaslužena zmaga Barce.
Če bi Real na tej tekmi osvojil vsaj točko, Denis, bi bila situacija malce drugačna? Bi bila drugačna, ne bi se bistveno spremenila, ampak te situacije zdaj, ki gledamo, to je v bistvu še edina težava Barcelone do res tistih višav, katerih lahko seže ta ekipa, kajti v zadnjih minutah si pripraviti nasprotniku, ponuditi nasprotniku 200% priložnosti, to je nekaj, kar jih je stalo finala Lige prvakov, to je nekaj, za kar so že drago plačali, in če bi tam namest Mladeniča bil Mbappé, bi verjetno tudi izenačili, tako da to je še samo nek mini segment, ki Barcelona more popraviti v naslednji sezoni, da bo še bolj nepremagljiva. Ja, poglejmo še situacijo, ki je Katalonce v tem drugem polčasu nekoliko spravila v slabo voljo, povzročila negodovanje nad sodniki. Dejan, ali je tukaj Tchouaméni igral z roko, oziroma ali bi se ta dotik moral kaznovati za 11 metrovko za Barcelono? Jaz moram povedati, čisto nič več ne razumem, ker to verjetno ne more biti bolj čista 11 metrovka, ker kakšen je argument proti. Naredil se je širšega, žoga bi šla v gol. Ne razumem, zakaj to ni 11 metrovka. Meni ni jasno to, ko gleda VAR, je gledal iz slabih kamer, oziroma ko vidimo en posnetek, ko se res vidi, kako Tchouaménijeva roka ostane gladko, mislim, kar konkretno za svojim telesom. Meni argument, da je roka ob telesu, meni ne pije vode. In ravno to so kamere, katere so bile tukaj predvajane na VAR-u. Potem smo videli takoj, ko so objavili, da ni penala, so pokazali še en posnetek, ki je bil pa najbolj vidno. In to mi samo ni jasno. Tukaj pa vidimo točno v tej kameri, da je roka 30 cm od bokov, oziroma da bi bili od telesu. In tega ne razumem, da tazga posnetka niso dali na VAR, mi ni jasno, ampak okej. Se strinjaš, Denis, da je bila Barcelona oškodovana? Ne bom komentiral te situacije. Ne, prosim, pokomentiraj. Ne, mene je najbolj zabavalo vsem tem izbira kadrov Vorsobe, kot da so tudi tisti niso bili ravno v skladu z glavnim sodnikom, izbirali so kadre, ker se res ni najbolje videlo, in potem mi na naslednji situaciji vidimo veliko bolje roko. Ne. To so neke stvari, ki jih ne razumem, sploh na takem nivoju, ampak s roko brez nje Barca bi to tekmo dobila tako ali drugače. Ja, no, medtem ko bomo znova videli oba gola Rafinje, da obudimo malce spomine na tisti neverjetni prvi polčas, v katerem je padlo kar 6 golov. Še en podatek, Barcelona je Realu v tej sezoni na 4 El Clasikih, ki je vse tudi dobila, nasula kar 16 zadetkov, in to dejanje tisto, kar je zaskrbljujoče za Galaktike. Ja, glede te sezone, ampak jaz mislim, da bojo oni več skrbi za naslednjo sezono, kako sestaviti branilsko linijo, ki bo zdrava, ki bo prvo dovolj kakovostna in zdrava skozi večji del sezone. To je velika težava za njih, za vezno linijo tudi, kaj bo naredili z Modrićem. Jaz se strinjam, da bi ga še gledal. Mislim, da bi ga še gledal, ne zato, ker mi je samo všeč, ampak zato, ker je učinkovit, ker res doda nekaj igri Madrida. Torej, to manjka Realu. Nejc, kaj pa je bilo odločilno pri Barceloni v tej sezoni, da je, kot trenutno kaže, ne, da bo v vitrino pospravila kar 3 domače lovorike? To, da so kljub tem, ko je že prej Dejan rekel, da ko so se najdeli velikokrat v zaostanku, ustrajali pri tej igri, kljub tej svoji mladosti, in da so najdeli ta recept praktično za vse, da se je nekako tudi ekipa sedaj dokončno, prilagodila, da ni več, recimo v prejšnji sezoni smo se si imel občutek, da so se tudi na Lewandowskega uprli velikokrat, zdaj vidimo, da je nekako prva violina vseeno Yamal, s pomočjo seveda Rafinje, in nekako ta kemija je res prava, in jaz mislim, da je svetla prihodnost, kajti ekipa je še relativno mlada. Ja, Barcelona se je s to zmago utrdila na prvem mestu lestvice pred Galaktiki, ki so na drugem mestu, ima zdaj kar 7 točk prednosti. Denis, verjetno se strinjaš, da je to pa že zelo težko ulovljiva prednost. Do konca so še 3 krogi. Nemogoče, praktično zgolj teorija jih še drži Real v igri za naslov, ampak vse te težave, ki jih imajo, in z odhodom Ancelotija, z nezadovoljstvom Viniciusa, z vsem tem, kar smo danes videli, v končni fazi tudi s poškodbami,
ne daje več nikakršnega upanja. Barceloni bo dovolj že točka in mislim, da glede na podobo, ki jo je Real pokazal, ne bi bilo presenečenje, če bi že med tednom dobili novega španskega prvaka. In ti boš tam, ti boš spremljal naslednji 2 tekmi Barcelone, z ekipo Arene Sport se odpravljaš v katalonsko prestolnico, najprej torej gostovanje pri Espanyolu, nato še domača tekma proti Villarrealu. Kaj pričakuješ, torej očitno slavje ob naslovu prvaka? Nič drugega, kajti tako kot smo dejali, že proti Espanyolu bi lahko okronali to sezono z lovoriko in potem še domača proslava proti Villarrealu, ko potegnemo na koncu črto. Za kogarkoli že smo, moramo biti pošteni in reči, da je bilo to zasluženo v letošnjem sezoni. Iz svojih ust. In to je prva sezona pod vodstvom Hansija Flicka, Dejan pa že v tej lahko torej osvoji 3 lovorike, kot kaže jih tudi bo, pa je poleti pripeljal samo Paua Viktorja in Danija Olma. Kaj praviš na to? Izjemno delo trenerja, predvsem taktično je upeljal neke novitetke, ki smo jih videli, ampak kako je držal celo ekipo, kako jih je povezal, kako so v stresnih trenutkih lahko odreagirali tako mlada ekipa, kako je ta duh La Masije ohranil noter in ga še bolj poudaril. To je izjemno delo in upam, da nadaljuje še dolgo. Sploh iz tega vidika, ker ne prihaja iz tega okolja, ne? Ker je Nemec, ker ne pozna teh zakonitosti španskega nogometa, La Masije, Katalonije, vzgoje, razmišljanja teh igralcev in mislim, da lahko neke usporednice s Klopom vlečemo, predvsem glede te očetovske figure, da so te mladi fanti tudi v njem našli neko očetovsko figuro, nekoga, ki je bil miren, ki jih ni nikoli kritiziral, jih spodbujal, vrnil Rafinjo v življenje in vse to se mu je v letošnji sezoni zložilo, bo pa v naslednji imel kar nekaj izzivov tudi. Ja, današnji El Clasico pa je bil najverjetneje, oziroma tako opišejo vsi tuji mediji, zadnji El Clasico Carla Ancelotija. Po koncu te sezone naj bi prevzel brazilsko nogometno reprezentanco. Nekateri pišejo celo, da naj bi odšel že takoj po današnjem El Clasicu. Kako vi razumete, če bi seveda res do tega prišlo to odločitev? Pa predvsem v tej luči, da bi se lahko čim bolj posvetil brazilski reprezentanci v luči nastopanja na naslednjem tekmovanju. Ne bi bilo presenečenje, ker se da je jasno, da je sezona izgubljena, da se naredi nek prostor za verjetno Xabi Alonsa, kot kaže, in da bi lahko potem že na svetovnem klubskem prvenstvu Real vzel kot neko dobro predpripravo na naslednjo sezono, mogoče tudi na neko mini reorganizacijo, kar se tiče okrepitev, kar se tiče igralskega kadra, predvsem v obrambi, in da bi naslednja sezona bila uspešnejša, kajti ta je bila zelo slaba. Bila je slaba, ampak zapuščina Ancelotija pri Realu pa je zelo velika. 15 lovorik je Real osvojil pod njegovim vodstvom, vključno s 3 v Ligi prvakov in 2 v španskem prvenstvu, in ne glede na to, da je danes verjetno zapravil priložnost za 16. lovoriko, bo ta zapuščina nekaj izjemnega in se bo ta sezona šla hitro v pozabo, verjetno. Ja, ogromna zapuščina in mislim, njemu lahko mirno postavijo spomenik, jaz mislim, zato ker je on uspel vse osvojiti. Mislim, ko na njega pomisliš, je prva beseda je gospod, mister mu pravijo, ne trenerju. In dostojanstveno se mora posloviti in tudi oni mu morajo pripraviti nek tak odhod. Ja, in kot se kaže, bo njegov naslednik precej mlajši, Xabi Alonso, nekdanji nogometaš Liverpoola in Reala. Kot trener se je uveljavil pri Bayerju iz Leverkusena, navdušil z lanskim naslovom nemškega prvaka. Je bilo to tisto, s čimer je prepričal Florentina Pereza ali še kaj drugega? Kako vi vidite to? Ta njegova lanska sezona definitivno, tudi letošnja. Mislim pa, da je veliko vlogo odigralo tudi to, da je bil še igralec Real Madrida, trener z vizijo, ki bi lahko na dolgi rok naredil ponovno neko zelo, zelo lepo zgodbo. Mislim pa, da ga največji izziv čaka z Viniciusom. Tako kvalitetno, kot je Carlo Ancelotti znal upravljati z Brazilcem, mislim, da je to zelo težko. Sploh kako smo ga spoznali zdaj v zadnjih sezonah, njegovo muhavost, njegove težave z disciplino, to bo problematično in mislim, da bo poleg vsega pritiska, ki ga prinaša Real Madrid, naslednji trener Xabi Alonso, če bo to eden izmed največjih izzivov.
Dobro, najlepša hvala za danes. Seveda bo zanimivo spremljati še preostanek te sezone. Denis, uživaj v Barceloni. Uživaj na proslavi. In seveda najlepša hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, za sodelovanje, za pozornost danes. Nismo pa še končali s sporedom na Areni Sport, kajti zvečer nas čaka še 4. tekma polfinala zahodne konference lige NBA med Denverjem in Oklahomo. Z vami bo Tilen Lamut. Pa lep pozdrav.